Pozdravljeni! Moje ime je Lili Sorum in z numerologijo se profesionalno ukvarjam nekako od leta 2003. Tale prispevek bo pa govoril o tem, kako uporabiti vsak dan energijo števil. V preteklosti smo se navadili klicati angele, navadili smo se uporabljati kristale in še marsikaj drugega, števila pa nekako nam še vedno niso blizu. Naj vam povem, da včasih so številom pisali molitve, ode, pesmi, namenjali so jim celotne pesnitve. Števila so bila način življenja, klicali so jih, obdajali so se z energijo števil, zato bomo danes pogledali tudi mi, kako lahko to počnemo v vsakdanjem življenju. Pa pojdimo. Pričnimo pri nuli. Število nič simbolizira vse ali nič, simbolizira potencial. Zato, denimo, če ga uporabimo v PIN številki za naš bančni račun, mora pred in po tej ničli biti še neko drugo število, sicer bo ta potencial se razblinil. Preveč števila nič tudi ni v redu, opominja pa nas, da je vedno znotraj nas veliko potenciala. Število nič predvsem uporabimo, ko želimo nekako ustvariti svoj sveti prostor. Okrog sebe narišemo krog. Znotraj tega kroga smo varni, znotraj tega kroga se lahko mi razvijamo. To nam zelo pride prav tudi, ko režemo vezi z uporabo števila 8, kar pa bomo omenili kasneje. Torej, ničla je tisto število, ki krepi potencial. Če potrebujete malo več svoje lastne energije, se spomnite na število nič. In potem iz nič pridemo na svet, to je enka. Enka simbolizira preboj, korak naprej, napredek. Priključite si v misli zdaj le enko. Takole dejansko nas spominja na puščico navzgor, zato vedno simbolizira korak naprej v pravi smeri. Če ste zataknjeni, če potrebujete nek navdih, če potrebujete parcaurit, potem uporabite število 1. Tudi kadar potrebujete zaščito. Ovijte se v belo svetlobo in zraven pokličite energijo števila 1. Ko govorimo o napredku, ko govorimo o tistih načrtih, ki želite, da vas popeljejo nekako naprej, tudi nekako prikličite ob sebe število 1. Ko potrebujete podporo na področju odnosov, komunikacije, izražanja, tudi umiritve žogce, včasih smo pa preveč intenzivni, preveč tudi impulzivni, takrat pa pokličite k sebi število 2. Ko potrebujete pomoč pri tem, da boste nekomu nekaj povedali in dobili nazaj feedback, takrat poiščite število 2. Ko želite preprosto izraziti, pa naj gre z besedami, z glasbo, z risanjem, s štrikanjem, s čimerkoli, takrat se boste naslonili na število 3. Število 3 namreč simbolizira izražanje, domišljijo, ustvarjalnost, dvojka pa je tista, ki izključno govorimo o komunikaciji. Torej, ko potrebujete več vpogleda v situacijo, mogoče tudi vpogleda v drugo osebo, v drugo plat zgodbe, ko potrebujete več razumevanja vi ali druga oseba, takrat se obdajte številom 2. Simbolizira tudi bolj umirjeno energijo, se pravi, če potrebujete malo več miru in harmonije, tudi pri tem pomaga število 2. Trojkico smo ravnokar že omenili, torej domišljija, kreativnost in sreča. Trojka vedno prinaša srečo. Kjerkoli potrebujete srečo, pišite, rišite trojkico zraven. Če jo vidite nekje v svoji okolici, vam namiguje, malo mižika in vam želi povedati, da bo še vse v redu. Torej, trojka je tista energija, ki sploh v povezavi z oranžno barvo zelo ugodno vpliva na našo domišljijo, kjer pa moramo biti zelo pozorni, da gre domišljija v pozitivno smer in ne v negativno smer. Se pravi, ne komplicirajmo. Kadar potrebujemo malo bolj pozitiven, sončkast pogled na svet, prikličimo število 3. Štirko prikličimo takrat, kadar potrebujemo stabilnost. Ko želimo graditi in načrtovati nekaj dolgoročno. Se pravi, ko potrebujemo po domače povedano zid-sleder. Vse tiste opravile, ki se nam zdijo rutinska, vsakdanja, mogoče tudi dolgočasna in tudi, ko govorimo o fizičnem zdravju, o fizični realnosti. Število 4 je sveto število, simbolizira 4 strani neba, 4 temelji hiše, tudi naše telo. Se pravi, naše korenine, našo preteklost, kadar potrebujemo močnejšo povezavo z materjo zemljo, z našimi predniki in z našim fizičnim telesom, takrat bomo uporabili energijo števila 4. Predvsem, če se bomo obdali zraven tudi z rjavo ali tako svetlo rumeno barvo, bo ta energija še močneje tekla. In potem smo pri petki. Kadar potrebujemo svobodo, kadar potrebujemo neomejenost, kadar želimo se povezati s tujino, s tujimi kulturami, z drugačnostjo, z neko eksotiko, takrat nam lahko petka zelo pomaga. 50 odtenkov sive niti slučajno ni naključje, da je spredaj petka, torej verjamem, da razumete tudi ta namig. Torej, petka je tista, ki nas opozarja, da življenje naj bo spontano, iskrivo, igrivo, lepo in čutno. Če potrebujete tukaj malo več iskrice, malo več crkljanja, bomo temu rekli, se obdajte z energijo števila 5.
Tudi, če imate občutek ujetosti, tudi, če imate občutek, da ste v nekem kalupu in da ste se nekje zataknili. Enka je tista, ki prinese napredek naprej, preboj, katerega vi nekako inicirate, 5 pa je tista, ki prinese spremembe. In potem imamo 6. 6 sicer simbolizira ljubezen do sebe, kar pa se, ko jo pokličemo, lahko izkaže tudi tako, da nam prinese zelo, zelo plodno energijo. 6, če si jo zdaj predstavljate takole, ima trebuščka, simbolizira nosečnico. Torej, ko potrebujete ideje, ko potrebujete neko malo bolj dobesedno plodno energijo, pa naj gre za nosečnost ali za to, da se vam bodo semena, simbolične semena, ki jih boste posejali, obrestovala, takrat pokličete 6. 6 je povezana tudi z romantično ljubeznijo, z družino, z naraščajem, z domom. Ko urejate svoj dom, ko mu želite pridihniti neko toplino, ko želite, da pridete domov in da je to gnezdece in da je toplo in da je mehko, potem obdajte svoj dom z energijo števila 6. 6 prinaša tudi harmonijo. Pazite pa seveda treba, kadar ta harmonija ni na račun našega lastnega miru. Torej, ali govorimo o neki harmoniji, ali govorimo o tem, da mogoče pa vseeno morate postaviti mejo. Tudi v tem primeru 6 pomaga. In potem 7. 7 simbolizira učenje, se pravi kakršnekoli vrste učenje, če potrebujete podporo, pa naj gre za akademsko učenje, za izpit, za nekaj, kar si želite zapomniti, za učenje tujega jezika ali za življenjsko učenje, duhovno učenje, osebnostno učenje. 7 je tisto število, ki simbolizira resnico. Če imate občutek, da nekdo do vas ni iskren, da nekomu ni za zaupati, potem se naslonite na energijo števila 7. Jaz verjamem, da to mogoče marsikomu zdaj zveni hecno, ampak tako kot kličemo nadangela Mihaela za marsikaj, tako lahko pokličete tudi 7. Naj se stvari izkristalizirajo. Leto 2016 kot karmično leto je marsikaj izkristaliziralo. Marsikatera resnica je prišla na plano. In potem 8. 8 je vse splošno uporabna. Torej 8 simbolizira obilje, simbolizira manifestacijo, simbolizira tako zgoraj, tako spodaj. Torej 8 lahko uporabimo, rekli smo za rezanje vezi, sebe damo v krog in potem drugo osebo ali situacijo v drug krog in potem enostavno v mislih rišemo 8 okrog sebe in okrog tiste osebe, situacije, navade. Moja energija je moja, tvoja energija je tvoja. Tukaj v središču, pri 8, ta točka, stičišna točka teh 2 krogcev simbolizira naš srček. Tako zgoraj, tako spodaj, stikajo se srčku. Podobno tudi tu, se pravi med vami in to osebo, situacijo, navado, preteklostjo, ohranjamo ljubezen. 8 boste uporabili, ko boste želeli manifestirati obilje, časa, denarja, sreče, ljubezni, česarkoli. 8 je tista, ki nas predvsem uči, da pravo bogastvo leži v naši notranjosti in ne zunanjosti. In še 9 za vse tiste, ki ste sploh odprti zdravljenju na način reikija, teta healinga in podobne, zdravljenje svetlobo, zdravljenje z ljubeznijo in enost. 9 je tista energija, ki nas povezuje med seboj, tista energija, ki nosi zdravljenje na vseh nivojih. Leto 2016 je bilo karmično leto, ampak ker je seštevek 9, je bil namen tega napornega leta zdravljenje. Tako, če ste v neki situaciji, kjer potrebujete podporo, da boste zaključili, kajti 9 simbolizira tudi konec, če potrebujete podporo pri tem, da izluščite namen tega, da zaključite, da zaprete vrata in da pozdravite te stvari, predvsem stvari iz preteklosti, boste poklicali število 9. Ali ste z energijo števila 9 obdali, ali ga boste risali, ali ga boste peli, ali ga boste mogoče napisali in dali v denarnico, dali pod kozarec vode. Način uporabe je seveda raznolik, tako kot smo si raznoliki mi. Počnite tisto, kar je vam blizu. Mogoče si boste naredili obesek, pa boste nanj napisali število, katero potrebujete v tem trenutku, naj bo to 1, 3, 7, 9. Mogoče boste števila zapisali, pa jih boste položili na ta listek, potem kozarec vode, pa jo boste zjutraj popili. Mogoče, ko se boste spravili k nekemu načrtovanju, k pisanju nečesa, boste ta števila zapisali naokoli, kot okras. Lahko jih imate pod blazino na postelji, lahko jih napišete, date v denarnico, date v tiste knjige, kjer se učite, ne samo knjigo pod polštrt, se pravi, tudi 7 v zvezek in zapiske. Torej, marsikaj se da, na različne načine se lahko tega lotimo. Na moji spletni strani je tudi napisana povezava med števili in barvami in še marsikakšen drug nasvet vas tam čaka. Vabljeni torej na www.lili-sorum.com. Ker pa sem jaz ena taka velika čveka, pa vas vabim tudi na moj Facebook. Vesela bom vaših predlogov, feedbackov, vprašanj. Vabljeni torej. Za sedaj pa hvala lepa za vašo pozornost in pa!